Gospe in gospodje, v dvorano prihaja prejemnik državnega odlikovanja, gospod Primož Roglič. Spoštovane gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter druge točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme Primož Roglič, Zlati red za zasluge. Primož Roglič iz Kisovca pri Hrastniku je svojo športno zgodbo in osebnostjo osvojil slovenska srca ter postal junak slovenskega kolesarstva. S spremljanjem njegovih nastopov na letošnji in lanski dirki po Franciji ter letošnji dirki po Španiji smo spoznali nepredvidljivost kolesarskih dirk in hkrati začutili, kako zelo ga imamo radi. Za Rogličem so sezone neverjetnih uspehov, ki pišejo slovensko kolesarsko zgodovino. Kot prvemu Slovencu mu je uspelo osvojiti rumeno majico na dirki po Franciji. Je prvi Slovenec, ki je osvojil 3-tedensko dirko, je prvi Slovenec zmagal na enem od 5 kolesarskih spomenikov in je prvi slovenski kolesar z zlato olimpijsko medaljo. Primož Roglič je kralj kolesarskega sveta. Potem, ko ga je marsikdo zaradi težav s poškodbami, ki jih je dobil na lanski dirki po Franciji, že odpisal iz boja za olimpijske medalje, in potem, ko na cestni dirki ni mogel slediti najboljšim, je Roglič odgovoril zmago. Na 44 kilometrov dolgem olimpijskem kronometru je ugnal vso konkurenco. Nihče se mu ni približal na manj kot minuto. Vožnja je pognala kri po žilah vsem, ki smo spremljali to Rogličevo kolesarsko mojstrovino. Občutki navijačev so bili čarobni. Primož Roglič je na olimpijskih igrah v Tokiu odpeljal življenjski kronometer resnice.
Lastnoročno si je nadel najboljši možni obliž po težavah, zaradi katerih je predčasno zapustil lanski Tour de France. Na podelitvi olimpijske medalje pod goro Fuji je v zanj značilnem telemarku skočil na najvišjo stopničko. Zadonela je zdravljica. Nasmeh na Rogličevem obrazu je izrazil srečo in pomiritev. 28. julij 2021 bo nedvomno z zlatimi črkami zapisan v zgodovinske knjige slovenskega športa. Športna pot Primoža Rogliča je filmska. Nekdanji smučarski skakalec je postal eden najboljših kolesarjev na svetu, potem ko je le šele pri 22 letih prvič sedel na cestno kolo. Njegova športna zgodba in preobrazba sta edinstveni, sta legenda, ki jo bodo pripovedovali rodovi za nami. Od začetka do danes je prepletena s hudimi, bolečimi padci, ki so jim vedno sledili izjemni vzponi. Leta 2007 je na planiški velikanki pri doskoku grdo padel. Takrat se je končala skakalna pot Zasavca, ki je malo predtem na mladinskem svetovnem prvenstvu v ekipni preizkušnji osvojil naslov ekipnega mladinskega svetovnega prvaka. Sledila so leta rekreativnih kolesarskih maratonov. Na to mesto v novomeški ekipi Adria Mobil, kjer je bil kolesarski vajenec. Leta 2014 so prišle prve zmage. Leto pozneje prvo zmagoslavje na dirki po Sloveniji in leta 2016 preskok v svetovno serijo k današnji Jumbo Vismi. Hitro je šokiral tekmece. Na drugi vožnji na čas je na italijanski Pentli slavil svojo prvo etapno zmago na 3-tedenskih dirkah. Nato je začel postavljati nove mejnike slovenskega kolesarstva. Leta 2017 je slavil prvo etapno zmago na dirki po Franciji, leta 2019 pa tretje mesto na italijanskem Giru. S tem je postal prvi Slovenec, ki je stal na končnem zmagovalnem odru ene od 3 velikih dirk. Nekaj mesecev zatem je dobil svojo prvo dirko po Španiji in se povzpel na prvo mesto jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze. Naslednje leto je v Španiji slavil drugič. Istega leta je slavil tudi na dirki Liège-Bastogne-Liège. Na predlanskem turu je moral po 11 dneh v rumeni majici premoč priznati rojaku Tadeju Pogačarju. A Rogliča šampionska energija ni zapustila. Po vseh hudih padcih na dirkah je na Japonskem slavil najprepričljivejšo zmago. Postal je prvi slovenski kolesarski olimpionik. Olimpijskemu zlatu je isto leto dodal še eno veliko zmago na 3-tedenski dirki. Tretjič zapored je osvojil Vuelto. Primož Roglič živi zgodbo o spodbudi, ki jo vsi potrebujemo. On je zvezdnik naših src. Predstavlja zgodbo uresničenih želja, ki so posledica trdega dela in osredotočenosti najvišjemu cilju. Trdo delo je poplačano, večkrat pove. Zanj je šport odlična popotnica za življenje in ena najlepših iger, kar jih pozna svet. Nikoli ne neha biti skromen. Z nami deli svoje občutke, priznava razočaranja, pa vendar ohranja vero, da bo bolje, da ni vse končano. Daje nam občutek človečnosti in hkrati nadzemeljske veličine. Svojo skromnostjo in odkritostjo čara in očara.
Spoštovani gospod predsednik, vsi zbrani danes, red je red, zlati red pa je veliko več. Če sem ga prejel zaradi tega, ker sem navdih ljudem, moram reči, da ja, je prav vsak posameznik lahko navdih meni in zaradi tega se mi zdi potiskamo eden drugega naprej ter eden drugega motiviramo dalje. Ti uspehi niso samo moji, predvsem uspehi celotne moje družine, ki je definitivno zato potrebna moje trpljenje in njihovo trpljenje. In vsi potiskamo, tako kot sem rekel, eden drugega naprej, posebno še slovenske barve, zastave, predsednik, navijaška strast, dajo nekaj dodatne moči, ko so noge težke. Hvala res za to čast, za to priznanje, ki mi bo dalo dodatno prestavo. Hvala. Glasbeni program so za današnjo slovesnost pripravila študenta Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Tjaša Forte in Mile Đurđević, ki ustvarjata pod imenom Duo Fortimile. Zaigrala nam bosta skladbi Fusion in Modo di Jazz Bogdana Preča in Blues Morning Marija Pagota. Izvolite, prosim.
Hvala duo Fortimile. Sledi fotografiranje. Predsednika Republike Slovenije in prejemnika odlikovanja vljudno vabim na stopnice.